V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dober dan, dobrodošli. Lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes, poleg nas, ki smo se zbrali tukaj v Dravljarski cerkvi, lepo pozdravljam tudi vse tiste, ki ste z nami preko televizijskega in radijskega prenosa. Danes obhajamo binkoštni praznik. 50 dni od velike noči. 10 dni po tistem, ko je Jezus šel v nebo. 10 dni negotovosti, 10 dni časa, ki ga učenci preživijo v molitvi, v pričakovanju, ali se bo Jezusova obljuba izpolnila ali ne. Teh 10 dni je konec, na današnji dan se spominjamo, da je Jezus svojo besedo držal. Tu smo zbrani kot bratje in sestre. Vas povabim, da tako kot ponavadi pogledamo levo in desno v klopi, pozdravimo svojega soseda, se srečamo vsaj s pogledom, si pokimamo, lahko si damo roke, da se zavemo, da tukaj nismo sami, da tako kot nas, vsakega od nas kliče Bog, zato da vstopamo sem kot občestvo, kot bratje in sestre, da bi na ta način vstopili tudi v to Evharistijo. Vas povabim, da pogledamo vase, premislimo, priznamo in obžalujemo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah. Vsak dan te bom slavil in hvalil tvoje ime.
Molimo. Sveti Bog, po binkoštnih skrivnostih posvečuješ svojo cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošlji Svetega Duha po vsem svetu in nadaljuj v srcih vernih delo tiste ljubezni, ki si jo obilno delil na začetku oznanjevanja tvoje blagovesti. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Napolnjeni Svetim Duhom so vsi začeli govoriti. Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in libijskih krajih blizu Cirene in mi iz Rima, ki se za zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vsi jih slišimo. Kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Božja beseda. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje duha v korist vseh. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, vsi telesni udje pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi s Kristusom. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Poslušali smo Božjo besedo. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in užgi v njih ogenj svoje ljubezni. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, ki bo ostal pri vas vekomaj. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To vam povem, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. To je Kristusov evangelij. Kot rečeno že v uvodu v Mašo, danes se spominjamo tistega 50. dne po veliki noči, ko učenci v gornji sobi, kjer so z Jezusom obhajali zadnjo večerjo, molijo skupaj z Jezusovo materjo Marijo in pričakujejo prihod tega obljubljenega Svetega Duha. Tisto, kar je za nas lahko vedno znova dobro vprašanje, je, kaj se je pravzaprav takrat zgodilo. Je to samo prispodoba ali gre za nekaj resničnega, kar bi pravzaprav morali izkušati, doživljati in potem živeti mi vsi. Kaj se je zgodilo tem apostolom, ki smo jih na Veliki petek srečali, prepoznali kot popolnoma izgubljene, prestrašene, ki jih tudi potem še na velikonočni dan vidimo v strahu pred preganjanjem, pred Judi zaprte, ki jih prepoznavamo kot tiste, ki se bojijo kakršnekoli povezanosti z Jezusom. Da ja, to ne bi prišlo ven, da so bili oni tudi z Jezusom, ker morda bodo oni potem tudi preganjeni, morda bodo oni potem tudi usmrčeni. Kaj se jim je zgodilo, da jih potem na binkoštni dan vidimo ne samo, da se ne skrivajo več, da jih ni strah, ampak celo javno izpovedujejo, govorijo o Jezusu
javno kažejo na to svojo povezanost. Kaj se je zgodilo v tem dnevu? Po moje je vedno dobra pot, da gremo pogledati, kaj o Svetem Duhu pravzaprav pravi Jezus sam. Takrat, ko ga obljublja, takrat, ko ga napoveduje. Jezus uporablja 3 besedne zveze, s katerimi skuša opisati, kaj ta duh prinaša. Prva beseda je paraklet. Grška beseda, ki se potem v različne jezike različno prevaja, pomeni pa ene toliko kot v slovenščini en zagovornik ali pa en odvetnik, ki brani. Nekdo, ki je poslan nekomu, ki je obtožen, nekomu, ki je v stiski, na pomoč. Podobno besedo imamo tudi v slovenščini, poleg besede odvetnik uporabljamo besedo advokat, ki je latinskega izvora, in tudi označuje nekoga, ki je poklican k nekomu, ki je v stiski, nekomu, ki potrebuje pomoč. Mi v slovenščino to besedo paraklet, parakletos, običajno prevajamo z izrazom tolažnik. Nekdo, ki tolaži, nekdo, ki se približa osebi, ki je v stiski, ki je v preizkušnji, ki je v negotovosti, nekdo, ki zna najti prave besede, zato da opogumi, da človeka umiri, da mu vrne upanje. To je to, kar dela paraklet, to je to, kar dela ta duh, Sveti Duh. Jezus ga imenuje tudi duh resnice. Tiste, ki bo učil resnico, ki bo povedal vso resnico. Ja, zagotovo je na mestu, da se vprašamo, o kateri resnici je tukaj govora. In iz drugega berila lahko prepoznamo, da gre v prvi vrsti za nekoga, za tisto resnico o nas samih, o tem, kdo smo, o tem, odkot prihajamo, kam gremo. In duh resnice je tisti, ki nam razdeva, da je Bog naš Oče, da smo vsi ljudje njegovi otroci, v tem smislu bratje in sestre, postavljeni v ta svet, v to življenje, zato ker nas nekdo ljubi. Zaradi tega ima naše življenje tudi namen, ima naše življenje tudi smisel. Ta duh resnice nam razodeva, da je Bog skrben oče, da je Bog oče, ki ljubi, da je Bog oče, ki poskrbi in da ni potrebe, da bi nas pretirano skrbele materialne stvari, da bi bili pretirano v skrbeh glede tega, kaj bomo jedli, kaj bomo oblekli, ampak da naj bi bila naša prva skrb, da naj bo naša prva skrb, predvsem to, da ljubimo in da se pustimo ljubiti. Da se zavedamo, da smo otroci in dediči kralja vsega stvarstva in da zato v resnici ni potrebno, da bi nas skrbelo, kaj bomo pridobili zase, kaj bomo posedovali, kako se bomo lahko poistovetili in postavili s tem, kar imamo. Bog nam podarja vse, to nam razodeva duh resnice. In naša skrb naj bo raje to, da bi znali to, kar imamo, deliti s tistimi, ki nimajo, da bi znali poskrbeti še posebej za tiste najšibkejše, brate in sestre, ki so opešali, ki so prestrašeni, ki sami ne zmorejo. Za vse drugo bo poskrbel Bog, ki je Oče. To razodeva duh resnice. In potem je še tretja besedna zveza, ki je nam pravzaprav najbolj znana, najbolj domača, Sveti Duh. Ta izraz pa naj bi nam pomagal razumeti, da duh prihaja od Boga, ker je svet in da duh vsebuje, v sebi nosi nekaj, kar je pravzaprav srčika tega, kar Bog je v samem sebi, da predstavlja Božje življenje,
to atmosfero, to vzdušje, ki obstaja v odnosu med očetom in sinom. To je to, česar nosilec je Sveti Duh. In mi, umrljivi, minljivi ljudje, smo povabljeni, da sprejmemo tega Božjega Duha, ki je večen, ki nam nosi bistvo Boga, ki je večen, bistvo njegovega življenja, bistvo njegovega obstoja. Ne dogaja se več to, da bi mi morali to večnost, da bi si morali zanjo prizadevati, da bi jo morali, tako kot Eva in Adam, po navdihu kače, da bi mislili, da jo moramo ukrasti, ker če ne, je ne bomo deležni. Sveti Duh nam razodeva, da je to Božje življenje v resnici dar. Dan vsem, ki so ga pripravljeni sprejeti. Da nam je to podarjeno, da bi mi lahko dosegli tisto polnost, ki jo slutimo, ki jo nosimo, katerega hrepenenje nosimo v sebi, česar si vsi želimo, da nam je to zdaj dosegljivo, da nam Sveti Duh, to polnost življenja, da nam jo prinaša, da nam jo daje, da bi lahko tudi mi ljubili in se pustili ljubiti. Kaj od teh treh besed, od teh treh izrazov in smisla, ki ga nosijo, si je dobro zapomniti za naše vsakdanje življenje? Najprej zagotovo to, da je ta duh ljubezni in da je ljubezen univerzalni jezik, ki ga razume vsak človek in da je zagotovo nekaj od tega tisto, zakaj so ljudje na binkoštni dan, apostole, ki so bili vsi Judje, zakaj so jih razumeli, ker so govorili jezik ljubezni. In da tudi nam danes ta jezik je vedno na razpolago. Druga stvar, ki si jo lahko zapomnimo, je misel iz drugega berila, da Duh daje zelo različne darove. Vsakemu od nas malo drugače. Vsakega od nas nagovarja po njegovih talentih, po njegovih sposobnostih, po njegovem značaju. Ampak da ima vse to smisel, da ima vse to svoje mesto, da ni potrebno, da bi tekmovali drug z drugim, ker v resnici ne moremo, ker je vsak od nas neponovljiv in enkraten. In s tem, kar ima, s tem, kar prinaša, z načinom, na katerega živi ljubezen, dela ta svet bogatejši, dela ta svet polnejši. In tretja stvar, ki si jo je dobro zapomniti, je to, da Sveti Duh vedno znova govori, vedno znova nagovarja, vedno znova vabi in šepeče. Na nas je, da mu prisluhnemo, da se mu pustimo voditi, da se to splača, da ni potrebno, da bi nas bilo strah, ampak da na ta način Bog tudi preko nas dela ta svet boljši, že v tem svetu gradi svoje Božje kraljestvo. Amen. Pa vas povabim, da vstanemo in skupaj izpovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve
in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki je oživljen, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanju grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Drage sestre in bratje, po svojem ljubljenem sinu nam je Bog podaril Svetega Duha, da bi bili mi pričevalci njegove ljubezni. Prosimo ga. Po Svetem Duhu bediš nad svojimi služabniki. Podari pastirjem cerkve moč, da bodo z vso srčnostjo oznanjali blagovest odrešenja. Prosimo te, usliši nas. Pošli nam svojega Duha, ki nas bo uvajal v skrivnost odrešenja in večnega življenja. Prosimo te, usliši nas. Učiteljem, vzgojiteljem in katehetom daješ, da širijo znanje in utrjujejo vero. Naj zglednim življenjem v učencih prebujajo željo po izpopolnjevanju. Prosimo te, usliši nas. Pri sveti Birmi postanemo kristjani, Kristusovi pričevalci. Naj nam neuspehi in porazi ne vzamejo volje za upravljanje te naloge. Prosimo te, usliši nas. Vsem, ki vztrajajo v tvoji ljubezni, si obljubil venec življenja. Podari rajnim polnost svoje sreče. Prosimo te, usliši nas. Knez miru, pomiri sovraštvo in odpravi krivice, ki vladajo med narodi, da bosta po vsem svetu vladala mir in pravičnost. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za mir v Ukrajini. Vse prebivalce Ukrajine še posebej varuj vojnih grozot in slehernega nasilja. Prosimo te, usliši nas. Po namenu družine iz župnije. Gospod, prosimo te za moč in vero po smrti nerojenega otroka. Prosimo te, usliši nas. Prosimo še po namenu papeža Frančiška in molimo za krščanske družine po vsem svetu, da bi na konkreten način živele zastonskost ljubezni in svetost v vsakem življenju. Prosimo te, usliši nas. Trojedini Bog, apostoli so z Božjo materjo enodušno vztrajali v molitvi in prejeli Svetega Duha. Pošli tudi nam moč Svetega Duha, ki vse preustvarja, po Kristusu našem Gospodu.
krivdo in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno praznično daritev. Dobri Oče, prosimo te, izpolni obljubo svojega Sina. Sveti Duh naj nas razsvetljuje, da bomo globlje in bolje razumeli skrivnost evharistične daritve in bomo vedno globlje spoznavali vso resnico po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Danes si dovršil velikonočno skrivnost odrešenja. Danes si poslal svetega Duha vsem, ki si jih po veri pridružil svojemu ostalemu sinu in jih sprejel za posinovljene otroke. Tvoj sveti Duh je v začetku cerkve dal vsem narodom spoznati tebe, pravega Boga, in zedinil različne jezike v izpovedovanju ene vere. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo: Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovega. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo ob spominu na binkoštni dan, ko se je sveti Duh prikazal apostolom v ognjenih jezikih. Zato te ponižno prosimo, da po tem istem svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš z nami. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebo hoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod in naš brat Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod, mir, bodi vedno s vami. Mir z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
kakor je sončni vzhod oddaljen od zahoda. Oddaljuje od nas naše grehe, kakor je oče usmiljen z otroki. Se usmili, se vsi se ga bojijo. Molimo. Bog naš Oče, svoji cerkvi si podelil nebeške darove. Varuj v nas milost, ki si jo dal, da bo moč Svetega Duha v nas vedno delovala in bo ta duhovna hrana uresničevala tvoje odrešenje. Po Kristusu našem Gospodu. Vas povabim, da pripravimo še svoje srca za slovesen Božji blagoslov. Gospod z vami. Oče luči, naš Bog, je današnji dan po duhu tolažniku razsvetlil srca učencev. Naj vas razveseljuje s svojim blagoslovom, da boste tudi vi vedno deležni obilnih darov Svetega Duha. Božji ogenj, ki se je prikazal nad učenci, naj očisti vaša srca vsega hudega in vas razsvetli s svojo lučjo. Sveti Duh je narode istih različnih jezikov zedinil v izpovedovanju iste vere. Naj vam da boste v veri vztrajali in po njej prišli od upanja do blaženega gledanja v nebesih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.